Lepo pozdravljeni v novi sezoni oddaje Glasnik, oddaje v kulturi. Najprej vas vabimo na Ptuj. V ptujskem mestnem gledališču so pohiteli s prvo premiero v novi sezoni. V sklopu dnevov poezije in vina so uprizorili francosko banalno tragedijo, kot je dramo Zapiranje ljubezni poimenoval sodobni dramatik, koreograf, operni in filmski režiser Pascal Rambert. Drama Zapiranje ljubezni ni gledališki spektakel, pač pa zelo minimalistična, zelo intimna, neposredna uprizoritev konca ljubezni oziroma zaključevanja ljubezenskega odnosa. Bili smo na premieri predstave. A se človeška bitja takole pokličejo, da si povejo, hotel sem govoriti s tabo, da ti povem, da bova nehala, ne bova nadaljevala, to se ne bo nadaljevalo, ne moreva kar naprej nadaljevati. Kdo to pravi, kdo? Kdo koga pokliče na takšen občni zbor? Drama Zapiranje ljubezni francoskega dramatika Pascala Ramberta je zaporedje dveh monologov, dokončni obračun in prekinitev ljubezenske zveze. Tema ljubezni in odnosa, ki je v predstavi vsakdanja in sodobna, na drugi strani vključuje najznamenitejše ljubezenske mite literarne in kulturne zgodovine. Terja psihično pripravljenost, fizično kondicijo, raziskovanje vse meje. Jezik je zelo širok razpon jezika je, ki se ga ne da mestoma mešati. Ne da se tega postaviti kot eno intimno, komorno dramico na naslonjačih, ne. Ampak imam bolj občutek, da ja, igram Pijo in imam neke točke s to Pijo, ampak imam tudi občutek, da iz mene kakšne erinje letijo, no. Ali pa Medeja, ali pa vse to, kar je potencirano, še potencirano. Se pravi, nihče tako dolgo ne govori, kot govoriva midva. Nihče ne izreče vseh teh stvari, razen v svoji glavi ali pa v blazino med jokanjem, kot smo končali vezo. In to so res močne klofute, so vse te misli, ki hodijo iz njegovih ust in ki jih jaz vračam nazaj z argumenti. Torej si predstavljaj, vizualiziraj to mrežo, prikliči jo pred oči v velikem formatu, v zelo velikem formatu, lahko jo vržeš v prostor, jo razpreš, prikličeš njeno podobo od... Mislim, da je prav lepota našega dela in lepota tega teksta in materijala, s katerim se ukvarjamo, to, da je treba to spustiti. In spustiti vse in usmeriti v prostor, usmeriti do ušes vse to, kar smo pokopali v globinah, nakopali v globinah sebe in zdaj včasih ta ušesa oziroma tisto drugo stran razveseli, včasih pa žal ne. Predstava je zasnovana na jeziku, monologu. Tekst in govor pa sta priložnost za raziskovanje temeljnih gledaliških načel, kot so prostor, gib, pogled. Drama nagovarja neposredno, tudi z brisanjem meje med igralcem in dramskim likom. Na željo dramatika so vloge poimenovane s pravimi imeni igralcev. Ovaj tekst je toliko intrigantan i uzbudljiv i za nas, za glumce osobito, ali i za publiku, jer čuju ono što se nikad ne čuje. I to je jedna mješavina visokog teatarskog jezika sa onim što čitamo kako se popularno kaže, u ženskim revijama. Zapiranje ljubezni je tekst, ki se spogleduje s francosko filozofsko tradicijo 18. stoletja. Večna tema ljubezen v tem izvirnem, tudi eksperimentalnem projektu prihaja v gledališče kot filozofska tema. S jedne strane imamo temu koja je svakodnevna, tema koja se dogodila svakom od nas više puta ili jednom, barem u životu, i s druge strane je to velika literarna i kulturna tema i u tekstu jesu integrirani elementi velikih mitova o ljubavi, od Tita i Berenike do Antonija Kleopatre, pa ako hoćete i Romea i Julije, Tristana i Izolde, a sve to zbog razloga kojim se vrlo često služi Marko, koji partnerici kaže, aha, ti si samo, zapravo ti si, sad opet parafraziram, malograđanka koja je prihvatila samo koncept ljubavi i živiš u njemu, a zapravo ne živiš sadržaj. Trebalo bi jednom raščistiti s tom idejom da mi
živeći ljubav, zapravo samo oponašamo modele koje smo naučili. Pitanje je li to instinktivni sadržaj ljudskog bića ili je to samo ono što smo naučili kroz godine. Zgodnja premiera v Ptujskem gledališču se je v povezavi s francosko literaturo kot drama vključila v dneve poezije in vina. Sicer je predstava nastala v okviru mednarodnih evropskih projektov Eksperimentalna gledališka akademija. Ptujsko občinstvo je predstavo nastalo v koprodukciji z Mini teatrom, festivalom Zadar Snova in Novim kazalištem toplo sprejelo. Pravijo, da je res domišljija omena s tem, kar si upamo. In ta dva sta pokazala res, da je vse možno, nič ni samo po sebi umevno in da se treba vse truditi. Kakšna odpoved pred svetom, nisi general! Zelo čutna, zelo ganljiva, zelo ganljiva. Mislim, oba sta me spravila do solz. Jaz sem še vedno pod vtisom. Tako, stvari je treba izgovoriti, ne moreš se večno delati, da je življenje pehtranova potica. Prvi vtis je zelo močan, ne? Malo me pa zmoti, čeprav je zahtevna vloga, ampak malo me zmoti ta prekinitev, ne, tekst. Ampak dobro, res teksta je za uro in je težko zdržati. Ne? Mislim, predvsem oba igralca spoštujem, predvsem njena vloga v prvem delu se mi zdi pa briljantna. Proslavljanje izselitve, kdo to pravi, kdo tako govori, kje si našel? Kje si to našel, kje je razum? Osrednji del naše oddaje namenjamo slovenskemu dokumentarnemu filmu. V Mariboru se je odvila druga revija slovenskega dokumentarnega filma, ki je postregla 14 dokumentarci novejše produkcije. Posebno pozornost v sklopu Doku Retro pa so namenili filmskemu ustvarjalcu Maku Sajku. Pogovori s filmskimi ustvarjalci pa so odprli tudi številna razmišljanja o posebnostih, smernicah in prihodnosti slovenskega dokumentarnega filma. Otvoritveni film revije dokumentarnega filma v Mariboru Mama Evropa režiserke Petre Seliškar je režiserkina osebna zgodba. Intimni dialog med mamo in hčerko, ki presprašuje temo meja, geografskih in notranjih, človeških. Začel se kot en tak moj upor nekako proti sistemu, proti vsem stvarem, ki so se dogajale v odnosu med mojim partnerjem, ki je Makedonsko-Banc in mano. Vseh teh silnih viz, ki so kar naenkrat čez noč nastale in ki je v najnem odnosu onemogočil potovanje. Začelo se je kot nek revolt proti Evropski uniji, sistemu, ki ga Schengen, ki ga kar naenkrat naredil. Kar nekaj so se odprle meje, postavile so se pa velike birokratske meje, ki so v bistvu bile še bolj krute. Ta film se je na začetku imenoval Vizales in se je potem v fazah, ker se je film snemal 4 leta, spremenil. Tudi jaz sem se kot človek v procesu tega spremenila, vize so ukinili. Najna hčerka je pa ves čas sodelovala in gledala ta proces, vse te zgodbe, ki smo jih paralelno snemala, zgodba Borisa Pahorja, zgodba Bernis propagande, raznih mej, ki so in politične, zgodovinske, predvsem pa osebne meje, ki glede na to, da se ves čas ponavljajo napake podobne v razmerju 50 let, lahko vidimo, da se še vedno nismo nič naučili. Slovenski dokumentarni film je ob sodobni tehnologiji in številčni produkciji v razcvetu. Na revijo je bilo prijavljenih kar 72 dokumentarnih filmov. Hanka Kastelicova, selektorica, jih je v ožji izbor uvrstila 14 in ob tem odprla nekatere značilnosti filma, tudi skromno vključenost v srednjeevropski prostor. Dokumentarni film pripoveduje resnične zgodbe. Danes
Jaz bi rekla, da prihajamo ali pa smo že v zlati dobi dokumentarnega filma, zaradi tega, ker se je zelo razvila tehnologija in tehnologija ekipam pravzaprav danes omogoča, da postanejo skoraj nevidne, da se zlijejo s prostorom in v bistvu s tem dobimo zelo avtentične zgodbe lahko. In dramaturgija dokumentarnega filma se danes potem lahko oblikuje na zelo podoben način kot igrani film, s tem, da so pač te zgodbe boljše, ker so to resnične zgodbe. Pomemben del revije dokumentarnega filma je sklop Doku Retro, v katerem so posebno pozornost namenili mednarodno priznanemu filmskemu režiserju Maku Sajku. Ustvarjal je v 60-ih letih, presenečal s temami, pred katerimi si radi zatiskamo oči. Vedno so bile to pravzaprav zelo pereče teme, ne? In v bistvu se jaz nisem nobene ustrašil. Jaz sem takrat, čeprav je bil film o strupi, o onesnaževanju, ekološki film, takrat besede ekologija sploh še ni bilo in je bilo zanimivo, da so mi direktorji teh tovarn, ko smo mi prišli, sami pokazali, kaj spuščajo v vode, kakšno onesnago. Enih zadev mi sploh ne bi nikoli našli, ne. Ko sem jaz rekel direktorju Viba filma, da ne bom imel besed pri tem filmu, ne, je bil popolnoma zgrožen, kako je to možno, en tak film, o taki temi pa brez besed povedati, ne. In v bistvu gre pa za to, ampak čeprav je bil zelo proti, sem jaz to vseeno naredil in kaj je bil rezultat, da so Američani ta film 10 let odkupovali in ga vrteli, ker ni besed, ne. Vsi so ga razumeli in je pa res, da takrat smo morali avtorji vse pravice državi dati, tako da jaz od tega nič nisem imel. Mi smo imeli dobre pogoje. V bistvu tehnika je bila takrat taka, kot je bila, težka. Ko sem snemal Jelene, smo imeli jezike ven, ko smo morali težke kamere, pa stojalo je imelo 25 kg, nositi okoli po gozdu, pa se spotikati po tistih koreninah. Dejansko smo pa imeli možnosti, zaradi tega, ker ekipa je bila popolna. Tako da sem jaz imel recimo, ko sem delal film o tem izumitelju, kmečkem izumitelju, Plamenu dvonožcu, smo imeli scence s sabo, ne? Pa tudi, ki so pol kakšno vožnjo lahko naredili pa to. Danes imajo ustvarjalci dokumentarnih filmov večje tehnične možnosti, hkrati pa manj priložnosti za predstavitev filmov. Poleg filmskega festivala v Portorožu, kjer je dokumentarni film le v manjšem obsegu, in festivala dokumentarnega filma v Ljubljani, ki je usmerjen mednarodno, je revija slovenskega dokumentarnega filma v Mariboru edina priložnost srečanja slovenskih ustvarjalcev, izmenjave mnenj, odpiranja dilem in medsebojnih primerjav. V Sloveniji bi bilo treba prevrednotiti to, čemu rečemo dokumentarni film, ker je zelo veliko form, tudi žurnalističnih in čisto vse je dokumentarni film. In to dejstvo ima slab vpliv na dokumentarni film kot tak, ker se zelo veliko avtorji osredotočajo na besedo in slika ostaja majčkeno odzadaj. In je veliko filmov z izrazito, mi rečemo v industriji, govorečimi glavami in to je pravzaprav škoda, ne. V Sloveniji obstajajo male možnosti, predvsem zato, ker je koprodukcija še vedno tako na zelo slabih nogah. Vemo pa, da iz enega fonda več ne moremo financirati kompletne produkcije in se potem je treba dosti pomatrati, potovati po celem svetu, da zbereš ta denar za neke teme, ki mogoče ne bi bile za nobenega drugega v Evropi zanimive, ampak jih predstaviš na način, da so zanimive. Imam občutek, da te dokumentarni filmi lahko spremenijo svet. Pri meni so bile velike spremembe po enih dokumentarnih filmih. To je v bistvu dokazni material, kjer pa ni več debate. To je, vidi se in tako, ne. Zdaj je pravzaprav zelo veliko pripovedi na televiziji, ne. In je pač televizija svojevrsten medij, pravzaprav se izpoveduje z besedo predvsem, ne. In mi smo bili pa navajeni takrat, da se izpovemo s sliko.
Zaradi tega je bil to, bi rekel, najvišji cilj režiserja vse povedati, ne da bi uporabil besede. Ne? To danes v bistvu zelo redko še. V 70-ih letih imamo lepe dokaze, da smo bili zelo močni v dokumentarnem filmu, kreativno in estetsko močni, smo imeli blazno dobre avtorje. Je to vse skupaj s televizijsko produkcijo malo zamrlo, vse skupaj je šlo v neko kratko produkcijo, reportažno, kjer se ne posveča dovolj časa, dovolj raziskav in so stvari malo bolj površne. No, ampak še vedno pa naprimer Maja svojo ekipo in nekako spreminja stvari. Ne? Jaz upam, da se bo ta festival razvil, mislim, da se bo ta revija razvila v festival, da bo ljudje ugotovili, koliko pomemben je danes dokumentarni film, ker to je svobodna forma in po drugi strani je tudi forma, ki omogoča trenutno, da nekako reflektiraš trenutno stanje duha. Meni se zdi, da je potencial dokumentarnega filma zelo velik in če bi bil še večji stik s širšim prostorom, da bi te trendi, ki so v sodobnem dokumentarnem filmu, še bolj prišli v to ustvarjanje, tukaj mislim, da je potencial zelo velik. V Sloveniji je malo prostorov, kjer bi avtorji in producenti lahko predvajali občinstvu dokumentarne filme na primeren način. Tudi zato so organizatorji letos iskali alternativne prostore. Projekcije so se odvijale v Sodnem stolpu in na Živem dvorišču Orožnova. Sicer nas, organizatorji, zanimajo prostori v Mariboru, ki imajo posebno energijo, ki imajo zgodbo, tako kot jo mora imeti tudi dokumentarni film, da je uspešen. Zato smo izbrali takšne lokacije, kjer se morda dokumentarni filmi niti ali še niso predvajali ali pa se zelo redko. Se pravi, vzpostavljamo neko novi prostor za gledanje dokumentarcev v mestu. Vizija pa je spremeniti revijo, se pravi ta pregled dokumentarnih filmov, ki vsebuje netekmovalnost, v festival slovenskega dokumentarnega filma. V tem tednu se pričenja festival Maribor. Med 5. in 13. septembrom bodo v Mariboru in partnerskih mestih Ptuj in Gradec gostovali številni domači in tuji glasbeniki klasične glasbe. Osrednji festivalski program se stoji iz 10 koncertov priznanih glasbenikov z vsega sveta. Kaj prinaša letošnji festival Maribor pod sloganom Manj je več, smo se pogovarjali z direktorico Brigito Pavlič. Stalnica festivala Maribor v preteklih letih, tudi ko ga je umetniško vodil avstralski dirigent Richard Toneti, je bila usmerjenost v lastno unikatno produkcijo s festivalskim orkestrom, lani tudi z zborom. Letos so ob zmanjšanju in negotovosti finančnih sredstev za sestavo programa potrebovali več iznajdljivosti. Letos smo v glavnem znamenju koprodukcij, ampak pomembnih koprodukcij, pred čemer je pripomogla predvsem mednarodna prepoznavnost festivala. Torej, sklepamo koprodukcije s komično opero iz Berlina, z orkestrom komične opere, z graško komorno glasbeno serijo koncertov oziroma ciklom Musikabende, ki pač nastaja v dvorani Graškega kongresa, in za slovenskimi koproducenti, kot so Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije, naš stari znanec, plesna izba, torej plesni element bo letos novost na festivalu. Letošnji festival Maribor ohranja koncerte za mladino in kot lastno produkcijo po naročilu napisana izvirna glasbena dela. Letos bomo doživeli 2 praizvedbi. V primeru Sama Šalamona, ki je izjemen jazz kitarist, jazz glasbenik, komponist, on se tokrat prvič podaja v klasične vode, pod narekovaji, torej deloma bo svoje obstoječe skladbe priredil za godalni orkester, napisal je pa menda tudi kar 3 nove skladbe. Torej cel koncert s Komornim godalnim orkestrom Slovenske filharmonije bo v znamenju glasbe Sama Šalamona, za katerega mislim, da je eden od najbolj spregledanih mariborskih oziroma slovenskih glasbenikov. Druga praizvedba pa gre ponovno za mariborskega skladatelja Roberta Kampleta,
in za koncert, ki smo ga poimenovali Oče in sin, torej oče Robert Kamplet piše koncert za klavir in orkester posvečen svojemu sinu, mlademu, nadobudnemu 17-letnemu Nejcu Kampletu. Posebnost festivala Maribor so sklopi koncertov, ki so jih idejno zasnovali kot družbeno odgovorne vsebine. Namenjeni so posebnim strukturam poslušalcev in potekajo čez vse leto, letos sočasno z visokim jubilejem festivala. Naš festival je drugi najstarejši v Sloveniji in bi letos načeloma moral slaviti Abrahama. Praznujemo pač na naš način, torej s programskim sklopom Festival za Maribor. Tukaj pa gre za koncerte, ki jih preko leta prirejamo recimo v zaporih, to je izjemno doživetje, ali pa v domovih za ostarele. Zdaj v ponedeljek smo recimo v bolnici, pa za brezposelne na prostem. Skratka, za en takšen cikel brezplačnih dogodkov, kjer pa sodelujejo v glavnem mladi glasbeniki, tako da tudi njim dajemo priložnost. Kako z manj sredstvi doseči več, je postalo v kulturi ustvarjalno vodilo. Letošnji festival Maribor bo kljub negotovi finančni strukturi zaživel med 5. in 13. septembrom z 10 koncerti s sloganom Manj je več. Manj je več je letošnji slogan festivala, prav zato, ker smo po eni strani morali za več kot polovico zmanjšati financiranje festivala, torej strošek letošnjega festivala je več kot polovico manjši od preteklih 5 let. Po drugi strani pa je bilo seveda potrebno toliko več kreativnosti, iznajdljivosti, predvsem pa vzdržljivosti, da smo letošnji festival v teh zelo negotovih razmerah postavili na noge. Konec oddaje namenjamo uspešnim mladim glasbenikom, ki v času šolanja na Konzervatoriju za glasbo in balet Maribor že žanjejo vidnejše uspehe in nagrade na tekmovanjih. Prepuščamo vas minutam glasbe, v našo družbo pa vas vabimo prihodnji torek.